Živjo, sem Jana Bristovšek in ponovno sem z vami. Nadaljujemo temo o toksičnih osebah. Zakaj ima toksična oseba takšno moč? Toksična oseba ima v sebi prepričanja, da lahko reče in naredi karkoli, da se nikoli ne moti, da ima vedno prav in v to nikoli ne podvomi. Toksična oseba nikoli ne podvomi v svoje razmišljanje, zaključke, besede, stavke, dejanja. Nikoli ne podvomi, da se morda moti, da morda nima prav. Toksična oseba živi v trenutku, tukaj in zdaj, in čustvene energije v njej jo nadzorujejo. Ne nadzoruje ona svojih čustev, ampak čustva nadzorujejo njo. Poleg čustev jo nadzoruje tudi neke notranje silnice, ki se želijo dobesedno izživljati nad drugimi ljudmi. Zaradi tega je tako neskončno strupena in tako neskončno uničujoča. Toksična oseba je močna ravno zaradi tega, ker je ne zanima, kako se bo neka zadeva razvila. Njo zanima samo to, da bo zdajle ta trenutek, ta hip, zadovoljila te svoje notranje silnice. In na drugi strani so ljudje, ki so žrtev te toksične osebe. In velikokrat bi ti ljudje lahko zapustili odnos, ali se umaknili, ali preprosto se ne ujeli v mrežo in spletke toksične osebe, vendar tega ne morejo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je tudi v njih nekaj tisto, kar jim to onemogoča. In tisto nekaj je želja po priznanju, je strah pred tem, da bodo naredili krivico, je slaba vest, da bodo nekoga prizadeli, je občutek dolžnosti, da morajo nekaj narediti, je občutek krivde, da so nekaj narobe naredili in da to, kar zdaj slišijo ali to, kar se jim zdaj dogaja, je kazen, ki so si jo zaslužili. In iz tega je težko ven, zaradi tega, ker to so čustvene silnice globoko v človeku, razum je pa bistveno višje, je hitreje spremenljiv in ima bistveno manj energije. Če pogledamo, kako dolgo traja neka odločitev, ko se odločimo, da bomo telovadili, da bomo manj jedli, da bomo prej hodili spat, da bomo bolj zdravo živeli. To traja tako dolgo, dokler ta odločitev vsebuje neko energijo v sebi. Kakor hitro te energije zmanjka, pridejo energije preteklosti, energije navad, energije, kaj ti je tega treba, si lahko privoščiš, in povozijo to energijo odločitve in odločitve ni več in zato mi težko spremenimo navade. Ko mi želimo zapustiti, spremeniti odnos s toksično osebo, pa naj gre to doma, med prijatelji, v družbi ali v službi, je to težko, zato ker razumsko se mi nekaj odločimo. Vendar so te globoke, silne čustvene energije zelo močne in pride do notranjega konflikta. In takrat oseba sama, brez neke zunanje podpore, to naredi bistveno težje. Lažje nam je, če nam nekdo pri tem pomaga, če se lahko z nekom posvetujemo, če lahko vprašamo, a se motim ali imam prav, a lahko naredim to ali sem naredil krivico. Zato, ker ljudje, ki so zapleteni s toksično osebo, niso čustveno uravnovešeni, uravnoteženi, ampak so na drugem robu, imajo preveč občutja krivde, imajo preslabo samopodobo, imajo
občutek slabe vesti, imajo grozno velik občutek dolžnosti, visok občutek dolžnosti in skratka ves čas dvomijo vase in ne verjamejo, da si zaslužijo kaj več, da si zaslužijo normalen odnos. In zaradi tega gresta toksična oseba in ta oseba na drugi strani tako super skupaj. Eden se izživlja, drugi trpi. Ampak na koncu, ko vzamemo, veste, kaj je povprečje? Povprečje je segedin, pravijo. En dobi zelje, drug dobi pa meso, a ne? Ampak zaradi tega je važno, da ta oseba na tej strani si najde pomoč in ugotovi pri sebi, se odloči, morda ne zmorem sama, morda rabim nekoga, ki mi bo pri tem pomagal. Lahko so to knjige, lahko je to prijateljica, lahko je to terapevt. Ni važno. Važno je samo to, da oseba na tej strani začne spuščati močna čustva, močne čustvene energije krivde, dolžnosti, slabe vesti, prisile, kaj vse mora, kaj vse je dolžna. Ti ljudje živijo v večnem strahu, v večnih silnicah, da bojo naredili približno prav, da bojo približno dobri. In so dobri, neskončno so dobri, potrpežljivi, ampak nimajo občutka ne notranje moči, ne lastne varnosti. In zato so tak lahek plen toksičnim osebam. Toksične osebe so na spletu, o tem bom govorila naslednjič. Toksične osebe so znanci lahko, so ljudje, ki jih niti ne poznamo, so trgovci, so manipulatorji takšne in drugačne vrste. Ampak ne moramo mi pričakovati, da bojo drugi ljudje pazili na nas. Mi moramo paziti sami nase, ker le tako lahko relativno dobro in varno plujemo čez življenje. Drugače svoje življenje podajamo v roke drugih ljudi. Prosim, lepo ravnaj z mano. In tako ne gre. Slej ko prej se bo našel nekdo, ki mu bo prišlo prav, da ne bo ravnal lepo z nami. In nam ne bo lepo. In zato moramo imeti mi v sebi občutje moči, občutje notranje vrednosti in občutje varnosti. In to se da natrenirati, to se da spremeniti. Ne da se pa čez noč, ne da se niti v eni uri, se pa s časoma da. Ena možnost je, da ostanemo v tem, kjer smo, ni mi pomoči, jaz sem se tak rodil, drugi imajo večjo srečo. Obstaja pa druga možnost, ker imamo vedno najmanj dve možnosti. Bom poskusil, dovolj imam tega, hočem drugače, naj traja 1 mesec, 1 leto ali pa 2 leti, kar je malenkost proti življenju, ki nam še ostane. Vesela bom, če boste v tem videu malo premislili. Veliko lahko naredite sami. Preberite si knjige, preberite si članke, poiščite pomoč. En del pomoči lahko najdete v moji knjigi Čarobni odnos ali pa v knjigi 8 moških, zakaj pa ne, ali pa v Facebook skupini Čarobni odnos na moji spletni strani. Vesela bom, če se naročite na moj YouTube kanal, da ne boste zamudili prihodnjih prispevkov. Imejte se radi, vredni ste, odgovorni ste, pametni ste, sposobni ste, močni ste. Zavedajte se tega. Kmalu se spet vidimo. Čau, čau.